Lep pozdrav, drage gledalke, spoštovani gledalci. Ta teden je prinesel same dobre stvari. Slovenski skakalci so dosegli odličen uspeh na olimpijskih igrah, ko so osvojili srebrno medaljo ekipno. Koronavirus se polagoma poslavlja in s tem prihaja življenje v skoraj normalne tirnice. Za nameček so pred vrati še zimske počitnice. Veliko lepega torej in le želimo si lahko več takšnih tednov. Nocojšnji poudarki. Občina Litija nadaljuje z urejanjem novih bivalnih enot v Litijski vili. Na svetovni izbor Global Teacher Prize odhajata tudi dva učitelja iz Zasavja. Vrtec Šmartno pri Litiji bo postal samostojni javni zavod. Občina Litija že nekaj let postopoma ureja bivalne enote namenjene reševanju stanovanjskih stisk socialno ogroženih občanov v tako imenovani Litijski vili. Gre za stavbo, ki jo je v davni preteklosti postavila litijska predilnica in je bila takrat res nekaj posebnega, tako da so jo Litijani poimenovali vila. Zob časa pa jo je seveda močno načel in je že skoraj povsem propadla, zato se je občina pred leti odločila, da jo obnovi v namen socialnih stanovanj. Tako vsako leto za obnovo nameni nekaj sredstev in tudi letos je tako. Občina Litija se redno sooča s problematiko stanovanjskih težav posameznikov. Tudi stanovanjska komisija, ki pravzaprav pelje postopke dodeljevanja novih stanovanj in bivalnih enot, pravzaprav redno dobiva vloge strani posameznikov, ki imajo težave ali ker ne morejo plačevati stanovanj, ki jih že imajo, ali pa pravzaprav sploh stanovanj nimajo. Živijo pri prijateljih, tudi v kakšnih materinskih domovih in smo zelo veseli, da pravzaprav imamo tukaj vilo, ki jo pravzaprav komunala obnavlja že kar nekaj let in pridobiva na ta način prepotrebne prostore. V tem trenutku imamo v drugem nadstropju že 7 bivalnih enot, sedaj pa pospešeno pravzaprav obnavljamo tudi kletne prostore in verjamemo, da se bodo že v spomladanskem času tja priselili naši pravzaprav bodoči uporabniki teh prostorov. Moram reči, da je bil nazadnje razpis v letu 2020, ki je pač veljal za 2 leti, se pravi še letošnje leto, in takrat smo dobili 45 vlog. Občina Litija novih stanovanj nima, dodeljuje pač stanovanja tista, ki so v njenem fondu, ki se sproščajo, pač nekdo zapusti stanovanje ali pa recimo mu tudi pač omogočimo zamenjavo večjega za manjšega. Tako da moram reči, da tukaj so ta zadeva pravzaprav ni preveč rožnata. Je pa res, da so poleg teh vlog še dodatno pač vloge za bivalne enote, ker to je pač taka enkratna, kratkoročna rešitev. Zato mislim, da je zelo pomembno, da poskušamo ta prostor tukaj v vili res urediti za takšna stanovanja, ki bodo primerna za ljudi z nižjimi dohodki. Ja, v skladu z občinsko pogodbo med lastnikom občinskih stanovanj in komunalnim podjetjem vsako leto vlagamo v nekaj stanovanj. Trenutno je pa največja obnova poteka na vili. Vsako leto dograjujemo, v letošnjem letu pa bodo zaključene nove bivalne enote, ki so zelo prepotrebne za naše občane, ki si ne premorejo večjih in dražjih stanovanj. Obnovitvena dela zajemajo iz kletnih prostorov v bivalne enote. V letošnjem letu bo takih enot 5. AmCham Slovenija že drugo leto išče učitelja, ki bo predstavljal Slovenijo na svetovnem izboru Global Teacher Prize. Lansko leto je bila med najboljšimi zagorska učiteljica Nina Jelen. Letos pa imamo Zasavci kar 2 predstavnika. Enega vam predstavimo danes, drugega pa v eni od prihodnjih oddaj. Dr. Uroš Ocepek se je po izboru 12-članske komisije uvrstil v naslednji krog in sicer med 5 slovenskih učiteljev, med katerimi bodo komisija, učitelji projekta Učitelj sem, učiteljica sem in širša javnost izbrali slovenskega predstavnika na svetovnem izboru Global Teacher Prize. V bistvu je neke vrste poslanstvo, vse večinoma vsi učitelji to rečemo.
ker vplivamo na svoje dijake, damo en delček sebe, tudi jim kažemo pravo pot, ne samo na področju stroke oziroma znanja, ampak tudi življenjskih vsebin. In se mi zdi zelo pomembna vloga v družbi. Ja, v bistvu se trudim, da dam čim bolj zanimive stvari, da dam teme, ki dijake zanimajo, jih poslušam. Dijaka vsako leto tudi vprašam, kaj jih zanima, kaj so njihovi hobiji, kakšne serije gledajo, kakšne igrice igrajo, in potem poskušam vse to komponirati, da se jim zdi dejansko snov zanimiva. Navsezadnje se mi zdi, da imamo učitelji res ogromno prostora, da lahko prilagajamo učni proces, in prav je, da gremo nasproti dijakom. Ja, zdi se mi, da že od nekdaj, ko sem inštruiral, pomagal recimo otrokom, tudi vodil sem ministrante in druge skupine, tako da ves čas sem sodeloval z mladimi, ves čas sem nekako jih učil, spodbujal, usmerjal. Res pa je, da sem že v osnovni šoli svojemu učitelju matematike napisal, da bom nekoč učitelj matematike. Sicer nisem učitelj matematike, sem pa študiral matematiko in dokončal, no, tako da sem ostal zvest tej napovedi. Sedaj pa poučujem računalništvo. Zagotovo, kar se tiče top 5, mi ogromno pomeni, ker sem edini učitelj, ki predstavlja srednje šole. Letos namreč prvič smo lahko tudi sodelovali, tako da je res velika čast. Še večja čast pa je, da predstavljam srednjo strokovno in poklicno šolo, ker običajno mediji pokrivajo bodisi osnovne šole, bodisi gimnazije, pozabljajo pa na poklice oziroma strokovna področja, ki pa so danes v družbi zelo pomembna. Tako da v bistvu se mi zdi, da z mojo kandidaturo tudi opozarjam na poklice, ki so danes iskani v družbi. Po drugi strani pa, če gremo v svet digitalizacije, ki nas sedaj čaka, bomo potrebovali tudi učitelje računalništva. Tako da se mi zdi kar pomembna kandidatura, pa da kažem, da je dobro in vredno biti učitelj. Če bi pa zmagal, vam pa ne znam povedati, kako in kaj bi bilo. Zagotovo pa velika čast, da predstavljam mojo državo potem na svetovnem izboru. Potem, da je občinski svet Šmartno pri Litiji na svoji zadnji seji sprejel sklep, da se prične postopek izločitve vrtca iz javnega zavoda Osnovna šola, smo že poročali. Tokrat pa smo o vzrokih za to odločitev vprašali direktorja občinske uprave Rajka Grimšiča. Povedal je. Ja, temelj te odločitve je v bistvu, če tako pogledamo, neka racionalizacija. Primeroma iz leta 2007 do tega leta se je vrtec zelo razširil. Predvsem po številu otrok, če govorimo prej, je bilo 122, zdaj jih imamo 272 otrok, smo prišli iz 7 oddelkov na 16 oddelkov. Zakon sam govori o tisti meji 10 oddelkov, se pravi, smo že 6 prišli, ko je smiselno, da postane to kot nek samostojni javni zavod, ki bo upravljal z nekim premoženjem z razvojem, ima svojega ravnatelja in računovodstvo, in v tem kontekstu po mojem je to korak naprej kot nek vidik razvoja. Sploh pa, če pogledamo še drug simbolični pogled, gradi se nov vrtec, je tudi prav, da ima svoj javni zavod, da dobi ta vrtec potem objekt tudi v upravljanje. Ja, za osnovno šolo Šmartno pomeni, da se bo ta del ločil, se pravi, kot sem prej razlagal, zdaj je en ravnatelj imel to čez, v tem kontekstu bo zdaj javni zavod vrtec dobil svojega ravnatelja, bo imel svoje računovodstvo in tako naprej, tako da ta del pomeni za šolo razbremenitev, če tako rečem. Se tudi to je smiselnost teh 10 oddelkov, je koliko je nekdo obremenjen, da recimo nekje racionalno se še da, toliko več je pa boljše, da potem postane enotno in samostojno. Ja, zdaj korak je naslednji, da mora biti sprejet ustanovitveni akt javnega zavoda, se pravi, temu se reče odlok, ki ga bo sprejel občinski svet, kjer se predvidi noter, se pravi, svet javnega vrtca, ravnatelj in pač vsi ostali potrebni organi, ki so. In mora biti pa tudi opisan v sam razvid, to gre pa preko ministrstva. Tako da to so te postopki, ki morajo priti, čez vloga mora biti oddana. Glede na postopke, kakor imamo predvideno, glede na financiranje strani država, kakor imamo odobreno, financiranje 2022-2030, ja, gradnja mora biti v objekta vrtca se začeti v tem letu, da se lahko stvar realizira. Zdaj na novo delovnih mest ta trenutek bo samo, kar se pravi, ravnatelj, pa računam, mislim, da 2-3 delovna mesta več ne bo toliko potrebe. V štartu ne. Ker tudi koliko recimo na posamečni oddelek je predvideno, koliko vzgojitelj mora biti in to, ki že v osnovi stoji. Tako da, če gledamo na primer iz nekega finančnega vidika, bistveno manjše spremembe bodo, bistveno večjih pa ne. Javni zavodi, kot je vrtec, se financira od strani ustanovitelja in pa strani staršev ter drugih virov, tako da tukaj v bistvu en del, ja, absolutno bo odpadel na občino.
To pa ja, tako kot recimo tudi že tisti del financiranja strani staršev v samem segmentu odpade na občino, kot recimo CSD odobri, da so oproščeni plačila, ne, ali je to govoriva popolnoma glede na njihov domač standard, se pravi prihodka, pa ne vem, 30%. Tako da v tem delu seveda občina na ustanovitelj ta del absolutno pade, ne. V sredo je na Podkomu potekala delavnica za lokalne deležnike v okviru projekta Pronacul. Njen namen je promocija, trajnostna valorizacija in ohranjanja naravne in kulturne dediščine na varovanih območjih, ki jih v občini Zagorje ob Savi sestavlja 7 območij Nature 2000 v povezavi z Rudarskim muzejem Zagorje. Delavnica je bila ciljno usmerjena za lokalne deležnike v občini Zagorje ob Savi, ki prihajajo z več področij delovanja. Ja, delavnica je namenjena lokalnim deležnikom s področja turizma v občini Zagorje ob Savi, torej predvsem s področja naravne in pa kulturne dediščine, zajema pa različne skupine, se pravi ciljne skupine od mladih do skupin na podeželju, do seniorjev in pa tudi predvsem lokalnih deležnikov, ki se ukvarjajo z gostinstvom, turističnimi programi in pa tudi z pridobivanjem sredstev na različnih razpisih. Sestavljena je bila iz 2 delov, bi lahko opisali na kratko vsakega? Ja, v prvem delu je bilo 8 predavateljev, ker so predstavili različna področja, ki se navezujejo na, se pravi, Natura 2000 in pa na kulturno dediščino, ki je v Zagorju ob Savi, to je predvsem Delavski dom in pa Rudarski muzej Zagorje. Ostali, se pravi, udeleženci so pa predstavili različna področja, od pridobivanja sredstev do potem različnih struktur, kar se tiče premogovništva, do kulturne dediščine in pa tudi gostje izven Zasavja so tudi predstavili različne aktivnosti. Drugi del je pa bolj praktičen, tole je bolj, da se pravi lokalni deležniki tukaj sami se pravi povejo svoje ideje, kakšne so recimo njihove ideje za nadaljnji razvoj turizma v občini Zagorje ob Savi in kasneje se bo tudi naredil nek akcijski načrt, koncept, kjer se bomo potem lahko tudi prijavili na razpise za nadaljne projektne ideje. Delavnica se izvaja v okviru projekta Pronacul, to je skrajšano od, se pravi, angleške besede Promotion of Natural and Cultural Heritage to Develop Sustainable Tourism ali pa slovensko spodbujanje naravne in pa kulturne dediščine za razvoj trajnostnega turizma na zavarovanih območjih. To so območja Natura 2000 v Zagorju ob Savi. Projekt pa je sofinanciran s strani programa Interreg Adrian v višini 85%, ostalih 15% pa prispeva občina Zagorje ob Savi. Včeraj so bili naši kraji deležni tako močnega vetra kot že dolgo ne. Ta je podiral drevesa po zasavskih cestah, v večjih krajih so za nekaj časa ostali brez elektrike, seveda pa je tudi odkrival strehe. Tako je veter odkril streho Srednje tehniške poklicne šole Trbovlje. Šole so sporočili, naj se obiskovalci zaradi varnosti ne zadržujejo v okolici stavbe na Polaju. Zaradi poškodovane strehe je danes za vse oddelke, ki imajo pouk na Šuštarjevi, ta potekal nadaljavo. Ta teden se bo za Moravče in vse Moravčane zapisal z zlatimi črkami v njihovo zgodovino. Moravčan Lovro Kos je na olimpijadi v Pekingu osvojil srebrno medaljo v smučarskih skokih ekipno in tako Moravče ponovno postavil na zemljevid slovenskih krajev, ki se lahko postavljajo z nazivom olimpijski. Seveda je tega dosežka izjemno vesel tudi župan dr. Milan Balažic, ki je povedal. Lahko povem, da sem skupaj z vsemi občankami in občani Moravč izjemno ponosen na našega Lovra Kosa, na našega srebrnega olimpijskega junaka. Ponesel je veselje v ta čas, ki je še nekoliko zimski in zaradi epidemije malo bolj turoben, tako da se skupaj z njim veselimo tega izjemnega, tako rekoč zgodovinskega dosežka. Rad bi se seveda najprej zahvalil Lovru za njegov pogum, za to veliko dejanje, ki ga je storil. Čestital sem tudi njegovemu očetu, ki je zaposlen tu pri meni na občini in skupaj smo se torej poveselili tega izjemnega podviga. Smo pa seveda tudi na tem, da primerno obeležimo takšen uspeh in poleg sprejema za Lovro Kosa bomo seveda pripravili tudi kakšne druge stvari. Skratka, tako kot nekoč Primož Peterka, tudi danes Lovro Kos nosi slavo Moravške doline po svetu.
Na nas pa je zaveza, da novim mladim rodovom pomagamo po tej poti naprej. Moravčak se je vedno skakalo dobro in skakalo daleč in zato želimo v tem okviru postaviti nek nov športni center z skakalnicami, predvsem za najmlajše, tako da omogočimo novi generaciji, novemu zarodu, da skače dlje in da skratka nam nosi nove zmage in nov ponos v to slavno Moravško dolino. Pa se ni, da je bil skakalec? Skakalec na skakalnici ne, sem pa veliko preskakam, še vedno skačem na teniških igriščih, kajti od malega sem tenisač in bom rekel, to je tudi šport, ki zahteva celega moža in se pravim. Bil sem v mladinski slovenski reprezentanci, to je bil moj domet takrat, potem pa je prehitro prišla vojska, tako da me je malo nekoliko zaustavila v tem projektu. Kakorkoli, vsem pa vedno polagam na srce, šport je zdravje in čim več se ukvarjamo s tem sprehodi v naravo, pa bomo še kar zdravo in dolgo živeli. Za srebrnega lovra pa je občina včeraj pripravila poseben sprejem, ki se ga je udeležilo veliko občanov in na katerem ni manjkalo veselja, pesmi in toplih govorov. Poglejmo si dogajanje z včerajšnjega sprejema. Prihodnji teden se za učence in dijake naše regije pričnejo zimske počitnice, zato ustanove pripravljajo veliko različnih aktivnosti za naš podmladek. Poglejmo, v katerih dejavnostih bodo lahko uživali v sklopu dogodkov Društva prijateljev mladine Zagorje. Tudi te počitnice skupaj s prostovoljkami pripravljamo pester program za otroke, za najstnike. In sicer v torek bomo imeli od 10. do 12. ure kreativno delavnico, ki bo tudi malo pustno obarvana, primerna za vse starosti. V sredo ob isti uri bomo imeli športne igre s pomočjo virtualnih očal. To bo potekalo v Proletarcu, v večji dvorani. V četrtek pa gremo na izlet na veliko fresko v Lesarius. Otroci bodo imeli priložnost poznati stare obrti povezane z lesom, se tudi preizkusiti v eni izmed njih in na koncu si bodo izdelali tudi svoj izdelek. Šli bomo še na krajši sprehod, tako da je primerna športna obutev. Vse informacije pa najdete na naši spletni strani www.dpm-zagorje.si, na naši Facebook strani, tudi obvezne pa so tudi prijave na naš mail info@dpm-zagorje.si ali pa na telefonsko številko 041 699 412, saj so mesta omejena. Litijska knjižnica nam je poslala naslednje obvestilo. Navajam. V knjižnici Litija vas vabimo k sodelovanju na literarnem natečaju Litija moje mesto. Pričakujemo spomine, popisana doživetja o življenju v Litiji od leta 1952 do danes. Lahko nam pošljete tudi rokopise, z veseljem jih bomo pretipkali in zgodbe objavili v praznični številki naše literarne revije v aprilu. Ta bo išla ob 70-letnici imenovanja Litije za mesto. Če bi nam svoje občutke, spomine radi povedali, nas pokličite. Z veseljem vam bomo tudi prisluhnili in zapisali pomembne utrinke iz življenja našega mesta. Več informacij najdete na spletni strani knjižnice Litija ali prek telefona 01 8980 580. Konec navedka. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.